Gremo zdaj na 2009. A pa lahko 2008, pa kaj se je pol zgodilo leta 2009 z tem white paperom oziroma ustanovitelj, s tem, da se je ustanovil oziroma izumila ta tehnologija Bitcoina. Ja, Klemen, kaj te zanima, povej. Ja, kdo je bil ta, ki je izumil to? Mal ozadja te zgodbe, če lahko ljudem... Mislim, da se 31. oktobra 2008 izide PDF dokument, bo temu rekel. Ja, kot nek, kako se temu reče, študija, je to študija, white paper, ne vem, kaj je slovenski prevod za to. Ustanovitveni dokument. Zgleda kot nek znanstveni članek, ki ima nek abstract in opredeli problem in predlaga neko rešitev. Izide ta white paper z naslovom Bitcoin Electronic Peer-to-Peer Cash System. Mislim, a je tako? Cash system network. Da bomo čisto natančni. Ampak važno je, da si povedal peer-to-peer pa cash. Ja. Bomo to polinkali in to vsi preberajo, ker je zelo... Ja, ampak, a veš, to sem pa zdajle sem bil pa, naslov je, ja, a peer-to-peer electronic cash system. Zdaj je pa vprašanje, oziroma bila je ena debata, mislim na Twitterju, a je nekomu, ki prvi sliši za to, a je res najboljš priporoča ta white paper. Pač sam tako, to je zdaj še debate. Ne, prvo poslušajte ta podcast do konca. Tako. Pa, ja. Jaz mislim, da kar je pomembno, je, da to tudi jaz hočem narediti, če imam predavanje v Bitcoinu, ne, da gremo probati samo razumeti, kaj piše v temu abstractu. Sej ta dokument je zelo kratek, mislim, da je enih 9 strani, ampak načeloma vsebina noter je kar zelo dosti tehnična, zato ker Bitcoin je kompleksna stvar. Tukaj ne moramo mi zdaj reči, to je tako zelo simpel za razumeti, ker ni simpel za razumeti. Tukaj v tem white paperju, pa v predlogu te rešitve, je združenik veliko enih konceptov, ki so se skozi razvoj računalništva, kriptografije, interneta razvijali zelo dolg časa, ki so zdaj nekako zmešani kle noter. In če ti tako ne poznaš dobro nekih osnov teh konceptov, boš imel tudi težavo razumeti, kaj je Bitcoin. Zato se moramo mi, ki nekako hočemo promovirati to idejo, se moramo na začetku vedno ful potruditi, da probamo ljudem te koncepte noter razložiti. In ta Bitcoin white paper ima abstract, nek uvod, kjer v bistvu razloži, zakaj se gre. Zdaj pa, ne vem, mislim, malo te zgodbe mogoče bilo uporabno. No, ja, in zdaj mogoče to, kar je zanimivo, ker je tako malo mistično. Avtor tega white paperja je podpisan Satoshi Nakamoto. In to je psevdonim. Se pravi, ne ve se prava identiteta te osebe ali več oseb. Ne ve se. A je to v množini piše, ne? A je bila to zdaj neka skupina, We propose. To je zato, ker so v znanstvenih člankih. Se tako piše, ja. To je standard pisanja tazga kontenta. Se ne ve, ne? In ja, ta paper je objavljen pač na enem forumu. Mailing listi? Na eni mailing listi, ja. In mislim, da prvi človek, ki je pa z svojo pravo identiteto povezan s tem projektom, ko objavi, mislim, da takrat tweet ali nek status na enem forumu, running Bitcoin, je bil pa Hal Finney. Pač en researcher, on je bil en raziskovalec, kriptograf, ja, računalniški. In zdaj pa so pa te teorije, ne. A je to bil on, tako, tukaj je zelo, to je zavito v neko tenčico skrivnosti, ne ve se. In bomo videli. Časovnice, ne? Ja. Se pravi, 31. oktobra je bil ta white paper objavljen, ne?
Zdaj, kdaj so te ljudje, ta oseba delala na kodi, se ne ve. Ne? Potem pa v bistvu 3. januarja 2009 je bil pa pomajnan prvi Bitcoin blok in pač to je bil v bistvu Genesis blok in od takrat Bitcoin kot omrežje, ne, kot ta način, se pravi, ta seznam vseh transakcij, ta seznam vseh stanj, od takrat to deluje. Ne. Tako da vse transakcije lahko gledamo do, se pravi, 3. januarja 2009. Ja, samo zanimivo za ta, da se ne ve, kdo je bil. Jaz vedno tudi primerjam, da nikoli ne vemo, kdo je izumil ogenj. In to se mi zdi, da so ljudje v zgodovini, ki imamo Galileja pa Newtona, vemo, kaj so naredili in so bili znani. Meni so zelo bolj take romantične ali pa res pogreje me prav v srcu, da največje napredke mogoče so delali ljudje, ki mi sploh ne bomo vedeli, kdo so bili. No, in enkrat, mogoče samo za intermeco, enkrat sem na Quori prebral, v bistvu je bilo vprašanje, dajmo se zdaj nekako zmeniti, kjer je največji izum v zgodovini človeštva. Tako, kaj je v bistvu, kaj je res tista stvar, a bi lahko določili, kaj je človeštvo najbolj, pušnilo naprej. A veš, in pa imaš ne vem, printing press, da smo ogenj zaobvladali. Gobe. To bo Klemen rekel. Ne vem, pojav interneta, elektrike, tako, veliko imaš enih predlogov. Ne? Ampak meni se je zdel najboljši, ki je imel tudi full upvotov, je bil pa odgovor, da verjetno je najpomembnejša stvar za razvoj človeštva, je pa bil človek, ki je naredil toliko vročo peč v naravi, da je stopil, ne vem zdaj, eno od teh kovin, železo ali bron. Se pravi, to iz tistih primitivnih resursov, ki so bili takrat na voljo, da je nekdo naredil dejansko tak stroj, mislim, je postavil neko peč, kjer je dosegel toliko vročo temperaturo, da je začel da je lahko naredil nek predmet, ne vem, zdaj konico sulice, sekero in tako naprej, nož boljši. To se mi zdi tako ful zanimivo. Ja, to je ta prehod iz kamene dobe tako, bronasto. V to, Kamena doba je bila toliko časa in takrat se je začel vse zelo odvijati. Ker s tem lahko ti začneš res boljša orodja delati. Lahko, ker prej imaš ti sam kamen s kamnom oblikuješ. Ne? Če hočeš bolj ostro, ne vem, tudi šivanko, če hočeš z neke kosti, tako z nekimi kamni, sam s kamni si omejen, pa z nekim lesom, ki ga malo mogoče z nekimi koreninami zavežeš. Pa kleka, pa ti narediš tako stvar, da dejansko to je prva stvar, ki jo ti čisto po svoji volji nekako oblikuješ, pa je zelo, ne vem, trdna, ima neke lastnosti, ne. Tako, ful zanimivo vprašanje. Ne vemo, kdo je to bil. Jaz zdaj glih berem, slučajno, Skrivnostni otok od Žila Verna. Sta brala? Ne, nisem bral. In ta knjiga je tako, MacGyver na steroidih. Se pravi, neko skupino 5 ljudi v času ameriške državljanske vojne vrže nek balon na sred tega oceana in nimajo šanse, da pridejo dol iz tega otoka. No in na tem otoku so praktično skoraj vse surovine. No in gor imajo valjda enega inženirja. In on naredi vse, do tudi te pečine. Tako da v tej knjigi si lahko zelo laično z razlago iz 1865 preberete, kako se to peče naredilo. Zanimivo, bom. Tako da ful taka knjiga, ki ima točno take zadeve. Tako da tle bi mogoče sam komentiral, da mogoče so te peči že v naravi prej bile, pač ne vem, nek stožec, pa je tam gliza kuru pa to, A pa tudi ni prvo naredil železa, ampak je prej, ne vem, peke, Tako da to je bil mogoče malo daljši proces, kot pa sej pa ni bil eden, oziroma pa culica. Gradual process, ki jaz mislim, da je ena najbolj pomembnih tehnologij, ki pa je noben definitivno ni izumil, je jezik. To, da smo začeli med sabo bolj natančno komunicirati in s tem bolj natančno sodelovati in šli čez ta Dunbar number, ki je 150 ljudi, to je v bistvu človeštvo dal jezik tako v nekem konsenzu znanstvenem je ponavadi vedno med top 3. Da to je pač... To je pa tehnology res. Tudi da lahko svoje ideje te povem, dosti natančen. Pa pisava, a veš, kaj jezik v bistvu je samo sporazumevanje v tistem trenutku.
Pisava je pa, jaz zapišem lahko svojo misel. Ne? Ja. Jezik je fiat. Ja. Pisava je pa zlato. Ja, res je. Ja. Zdaj imamo jezik, je tudi lahko ga tako, audio. Posnameš. Ampak to je spet zapis. Res je. Ne? Digitalni zapis. To je res. Ja, res je. Kaj ga ena stvar prekonvertira. Ok, zdaj, ko smo toliko nahajpali iz Bitcoina, jezik, vse. Kaj je not pisala, če Allah malo poveš iz tega abstrakta? Jaz mislim, da tukaj je ful pomembno, da še nekaj prej povemo. In sicer ta paper zelo tako znanstveno v bistvu izpostavil nek problem. Ker tako v enem stavku je napisano. Ne? In v bistvu potem ta članek komentira ta problem z opisano rešitvijo. In jaz bi najprej mogoče se na ta problem osredotočil. Kaj sploh je, ker načeloma vsaka tehnologija ne bi reševala nek problem. Ne? In v temu white paperju, oziroma ko gremo to razčlenjevati, je pomembno, da mi razumemo, da obstajate nekako dve sferi, v katerih obstaja menjava vrednosti. Ena sfera je ta naša fizična, ki jo mi opišemo lahko dejansko s fizičnim kontaktom. Ne? Ko greš ti v trgovino, z fizičnim denarjem plačaš, ne, in dobiš neko dobrino. Potem imamo pa digitalno sfero, kjer midva načeloma nisva v fizičnem kontaktu, ampak je med nama nek medij. Se nekje to zgodi in dajmo zdaj to je pomenovati internet. Ne? Oziroma, če gremo samo en korak nazaj, lahko je to tudi elektronsko poslovanje. Tudi to štejemo pod digitalno sfero. Ne? Če greš ti v trgovino, pa s kartico potegneš, bomo rekli, to je digitalno plačevanje. Ne? Ti fizično sam potrdiš. Ne? Ja. In zdaj lastnost, kaj je dobra stvar fizične sfere, je, da ti z fizičnim denarjem, ne, če imaš bankovec za 100 evrov, lahko zapraviš samo v enem momentu, časovnem in krajevnem. Ne. V eni trgovini dam 100, jaz ne morem, to je tako malo abstraktno, ampak se pa, ko bom digitalno opisal, bo mogoče bolj jasno, jaz ne morem teh 100 evrov tako dvakrat zapraviti. A veš, ne morem, ne morem jaz tega ne morem. Če bi s kartico to lahko, a veš, greš henmu, zapraviš denar pač na kartico. No, ampak čakaj, to je že digitalno. Aha, okay. Ne, fizično je to nemogoče, razen če mi ne printamo sami keša. Da imam jaz doma printer, pa rečem, grem to narediti. Se pravi, če imam jaz cash, ki ga uporabljam, jaz tega ne morem narediti. Ampak tudi z enim unim bankovcem, pač printanje tudi ni isto. Ne? Ja, ko sta dva, ti si dva ustvarjala. Zdaj z enim samo bankovcem... Bolj pomembno je to ustvarjanje. Ne? A jaz to lahko naredim. Se pravi, ko imam fizično nekako sem omejen. Ampak, ko se mi pa premaknemo, ko se premaknemo iz fizične sfere v digitalno, je pa to vse mogoče. Ker kaj je pa zelo pomembna lastnost digitalne sfere? Kopiranje. Ko jaz te pošljem sliko, ki jo jaz naredim s svojim telefonom, jaz te ne pošljem moje slike, da jo jaz pa več nimam. Ustvari se kopija in ti dobiš kopijo. In tako deluje digitalni svet. Samo eno, ker sem delal v digitalni agenciji, pa smo delali s kakšnimi državnimi podjetji, je ena poslala mail, da je poslala PDF, pa če ga lahko on pošle nazaj njej. Aha, da ga ne bo pol... Ne, če ga lahko pol kasneje ga rab, če ga lahko nazaj pošle po mailu. Ja. Ker ga ona zdaj poslala. To recimo je pač napačno razumevanje, kako deluje digitalna sfera. Pač ti imaš kopijo, dobiš, ja. Ja, in zdaj pa mi pridemo do vprašanja, kako izmenjevati vrednost v takem okolju, kjer je možno kopiranje. Je to zelo v bistvu problem imamo. Ker predstavljaj si tukaj, da me spol rad analogijo, predstavljaj si, da bi ti na računalniku imel mapo z imenom denarnica in noter bi imel sliko bankovca 100.jpg. Vsak bi naredil copy-paste.
In če bi pač imeli tak zelo primitiven elektronski način. In pa se tukaj pojavil drug, zdaj pride nov koncept, mora to nekdo gledati, te digitalne transakcije, ne? In rabaš neko centralno kontrolo. No, in Satoshi je rekel, problem, ki ga mi imamo, je, da v digitalni sferi obstaja problem, tako imenovan problem dvojnega zapravljanja. Temu rečemo double spending problem. To je prav s to besedno frazo. Double spending problem. In v fizični sferi to ne obstaja, oziroma je to zelo težko narediti, da bi jaz 100 evrov kot vrednost naenkrat zapravil kot 200 evrov. V digitalni sferi je pa to, če ti napišeš kodo, oziroma pohekaš, pač, kako to deluje, ne? Tudi če pretentaš elektronske sisteme, je pa ta double spend, se pravi dvojno zapravljanje, enotne vrednosti je pa mogoče. In moramo nekako to rešiti, če bi radi ta fizičen denar prenesli v digitalno sfero. Ne? No in potem se ta problem še nadaljuje. Se pravi, zdaj smo nastavili, kako preprečiti problem dvojnega zapravljanja brez centralizirane kontrole. Se pravi, da nihče ne rabi, da ni ene centralne oblasti, ki mora to gledati. Tako, nek bančni server, pač neka... PayPal, lahko si lahko folk predstavlja. PayPal je centraliziran sistem. Tako, PayPal je... PayPal ideja je bila v bistvu zelo podobna, kot ima Bitcoin. Se pravi, kako bi mi elektronsko, namesto da imamo nek naslov, naš e-mail je kot denarnica. Tam pač upišeš e-mail in na e-mail se pošilja vrednost. Ampak PayPal je centraliziran. Se pravi, PayPal ima nadzor nad vsemi temi računi, ki so odprti na PayPalu, na platformi v bistvu. In pač on se lahko zmišljuje. On ima v bistvu absolutno moč. On lahko se odloča tako samovoljno, pač ti ne delaš po nekih pravilih, ki smo si jih mi izmislili, ali pa spremenijo kar enkrat pravila in to vrednost nekako, benajo ti račun. Se pravi, to je centralized sistem. No, in Satoshi je lepo zapisal, mi v bistvu imamo v digitalni sferi problem dvojnega zapravljanja, hočemo ga imeti brez centralizirane kontrole. To je nastavek. In potem blockchain je rešitev in zdaj lahko gremo domov. Zdaj je konc.